Jaz mislim, da boste imeli zdaj dovolj časa, da se z njim spet malo podružite. Dober dan. Rad bi ti povedal eno zgodbo. Zgodbo, ki je zelo pozitivna. Zgodbo, ki je, jaz moram reči, da med tem, ko sem jo ustvarjal, oziroma sem bil priča temu, nam je šlo na jok. Povezana je z eno osebo, pa z enim avtomobilom. Ta oseba je gospod Robert Verbančič. Pa Robi, bolj po partizansko. Štajerc. Maribora sem jaz. Avto je pa Passat, tako malo starejši, letnik 83. Ampak daj pojmo čisto na začetek. Par tednov nazaj je zazvonil telefon, na drugi strani je bila pa oseba, s katero se nisem že dolga leta slišal. Priimek Vodopija ti nič ne pomeni, nič hudega, ampak meni pa kar dost. A veš zakaj? Gospod Janez Vodopija je bil dolgoletni sodelavec mojega očeta, skupaj sta delala na Avtomoto zvezi Slovenije. Spoznal sem ga, ker sem bil približno otrok ker sem šel dostikrat z atijem v službo. Prijetni spomini. Zdaj pa da preidem k bistvu. Janez dela na Avtodelti. Ljubljančani ali pa okolica ste mogoče to že kdaj slišali, zato ker Avtodelta je tudi uradni prodajalec in servis Volkswagen vozil. No in potem slišim jaz zgodbo. Tako zelo močno. O gospodu Verbančiču, ki sem ga omenil prej. Veš, Robert je bil včasih policaj. Bil sem, temu zareče, upravnik ene policijske postaje tam blizu Maribora in sem se s tehničnimi stvarmi bavil, pa to zdaj ne samo avtomobili, ampak tudi ti radarji, pa z alkotesti, pa z orožjem, pa s temi stvarmi. Se pravi, nekdo mora za to skrbeti, da je to na mestu, da je to očiščeno, da to dela, da je kalibrirano. In na začetku 90-ih, v osamosvojitveni vojni za Slovenijo, je izgubil nogo. No in takrat so njegovi kolegi policisti stopili skupaj in so mu zrihtali že takrat nekaj let starega Passata, avtomatika, da je še vedno lahko neovirano vozil. Ful lepa zgodba, a ni res? Na long story short, Robert je imel ta avto zelo dolg časa. 27 let, ne? Dobro, pa ni čudno, da ste navezani na nek način. Ni več sam prevozno sredstvo, ampak se na njega malo navežeš, tako kot na... Mislim, a rečem preveč, če rečem družinski član? Je, ne, nič preveč. Če ga želi obnoviti v idealno prvotno stanje, da bi moral za to dati veliko več denarja, kolikor bi bil avto na koncu vreden. Cenovno se mi ni več zneslo, bi mogel par tisoč evrov vložiti, da bi to rjo pa to vse saniral, boljše, da ga prodam. No in potem se je z zelo težkim srcem od avtomobila, ki mu je pomagal ostati mobilen, moral posloviti. Pravzaprav mu je prijatelj rekel: poslušaj, Robi, jaz imam pa enega kupca za ta avto, iz Beograda prihaja. In ko je Robert to slišal, se je odločil avto prodati. No, ampak hec pa je, da tega kupca iz Beograda, mislim, ta človek ne obstaja. Zato, ker se je Robertov prijatelj odločil, da bo ta avto pripeljal v Ljubljano, na Avtodelto, na uraden Volkswagenov servis, kjer se je začela počasna in temeljita obnova tega avtomobila, ampak taka res v nulo. To je trajalo nekaj časa. Robert je seveda vmes izgubil upanje, da bo kadarkoli še svoj avto videl. No pa stisnemo fast forward na letos, ko je bil avto končno pripravljen na novo srečanje. Robert seveda ni imel pojma, je pa drugače ljubitelj Volkswagenovih vozil oziroma celotnega koncerna. Imam nekaj razlogov za to. Mislim na to, da me nikoli ni razočaral VW, ne? No in ker je Robert ljubitelj znamke Volkswagen, ga ni bilo treba dolg časa prepričevati, če bi šel mogoče en krog z ID3-jem, s novim te električnim. Pa sem se ponudil, da ga mogoče jaz lahko en krog pelem, zato da malo poklepetamo in pol je bilo pa vožnje konc. Bi vam pa jaz reče nekaj pokazal. Pejmo, da ste videli. Sem ga povabil pa še v salon. Zdaj pa dosti govorjenja, že tako ga je bilo preveč. Prosim lepo, poglej, kako je Robert doživel povsem nepričakovano ponovno srečanje z avtomobilom, ki ga je imel tako rad. A veste kaj, nekoga že dolgo časa niste videli. Kaj ne izvolite za mano? Mogoče boste nekoga prepoznal v tem salonu. A res? Ja, kaj izvolite za mano? Dobar dan. Dobar dan. Gospod Robi, je ta prav? Veste, ni šel v Beograd, ne? Je šel pa nekam, ker so zelo lepo poskrbeli zanj, to mislim, da je čas, da spet zagrabite njegovo kljuko.
Jaz mislim, da boste imeli zdaj dovolj časa, da se z njim spet malo podružite. Nimam besed še. Vi ste tisti človek, pri katerem mora ta avto biti. A sem imel prav, ko sem na začetku rekel, da potrebujemo več takšnih zgodb. Folk, imejte se radi, pa čist nič narobe ni, če seveda to v okviru tvojih oziroma vaših zmožnosti, da vsake toliko časa naredite kakšno dobro dejanje. Ali zase, ali pa za koga drugega. To je to. Lepo se imejte. Ajde, čau.